Kaj sploh je pasji frisbee? Pasji frisbee je športna kinološka disciplina, ki je pri nas bolj nova. Ni še ne vem kako razvita. Je pa v bistvu to, da kuža ulovi frisbee in ga prenese nazaj k lastniku. A zna vsak pes loviti frisbee? Ne, lahko pa vsakega naučimo. Kaj se pa ocenjuje pri tej disciplini? Pri pasjem frisbeeju se ocenjujejo različne stvari. Odvisno je, v kateri disciplini tekmujemo. Lahko na distanc, se pravi razdaljo. Tam se ocenjuje, kje frisbee ujame, v katerem polju ujame frisbee. Lahko pa tale freestyle, kjer je pa pač pomembno, kako frisbee ujame. To je v bistvu kot nek ples, no, s kužetom. Pač razne trike izvajamo z njim. Kako pa psa naučimo loviti frisbee? Ko je kuža majhen, ga ti najprej učiš s platnenimi frisbeeji, da mu frisbee postane zanimiv. Se pravi, da mu ga kotališ po tleh in da ga kuža prinese nazaj. Potem, ko je pa kuža star 1 leto, se pa lahko začne malo bolj resno trenirati. Se pravi, da frisbee že malo vržeš kuža to in ga ujame. Pri 18 mesecih se pa lahko pa zares začne, tudi na tekmovanje gre in v bistvu se nauči frisbee z igro. No. A so vsi ti psi vaši? Moja je Ajka, pa Bu, tista prvi kuža, tista ta desna psička je pod moje sestre, je pa Kora. A se lahko tudi mi dve naučiva danes kakšnih trikov s frisbeejem? Bom šla po Koro, pa vam bom pokazala, kako ona lovi, pa bom pa še vama kaj pokazala, da ste še ve probali, v redu? Okay. Ja. A to je to, kar bomo metali? Ja, to so pasji frisbeeji. Pri čemer je zelo pomembno, da ko delamo s kužatom, imamo pasje frisbeeje in nikakor psu ne mečemo človeških, ker se mu lahko poškoduje kaj, kakšni zobovi ali tako. Ajde, spet. Ops. Wow, lepo. A imaš mi da provala? Lahko ji probata vršt, ampak probita vršt frisbee, da bo nizko leto, da ne bo šel navzgor, ker če kuža nazaj, ko prstane, na zadnje tačke prstane, je to zelo slabo za njegove kolke. Vidi. Imamo pa različne velikosti, tega, ko imaš ti. Tale je za mladičke, ker je dosti mehek in pač lahko mladičkem mečeš, tako da mu po tleh vrtiš. Potem tale je za pse, ki imajo občutljivo zobovje, ker je zelo mehek, lahko malo potipate. Naslednje imamo, teli so neke srednje trdote, ti so najpogosteje uporabljeni. In pa še tale, ti so pa najdebelejši in najmočnejši. So pa za tiste pse, ki imajo zelo močan ugriz. Skoraj je ujela, si videla? Bravo, Kora. Še ti probala? Bravo! Bravo! A to pa tako na tekmovanju izgleda, da psu vržeš, kaj se pa sploh točkuje, pač, če pade na tla, če ti prinese? To zdaj, ko smo gledali, to je distance disciplina. Na zdravje. Se pravi nadaljavo. Pri tem je pomembno, da kuža teče čim dlje in da mi kuža to čim dlje vržemo. Pač imamo različne cone in kuža mora v čim bolj oddaljeno cono iti in uloviti frisbee. S tem, da če ga ulovi v zraku, se dobi več točk, če ga ne ulovi, pač ni točk. Je pa omejeno na 60 sekund, tako da je pomembna in hitrost in kolikrat kuža pač ulovi frisbee. Kaj pa freestyle, ki ste ga omenjali? Ja, to je pa malo drugačna disciplina. Bomo šli pa zdaj po Ajko, pa bomo probali z Ajko še kakšen trikec podoben, ko se pač v freestylu uporablja, pa še z njo naredi, pa bom pokazala, prav? Kjere trike nam pa lahko ona pokaže? Z Ajko bomo pa probali prikazati nekaj elementov iz freestyla. Smo včasih tudi tekmovali, tako da vam bom probala pokazati. Če okrog. Hop. Bravo! Hop. Bravo! Bravo! Če, hop. Bravo! A bi lahko tudi mi, da si za Belo kakšen trik probale? Ajka, sedi. Sedi, pa čakaj. Kaj? No, naštivajte se. Ajka, hop. Ja, bravo! A je vroče zdaj, le? Ja, po pasjem treningu s frisbeejem je kužitom zelo vroče, ker na vso moč tečejo za frisbeejem, zato morajo biti treningi zmerom kratki. In pa po končanem treningu jih moramo kužiti lepo v kakšno senčko dati, da se ohladijo in dati vodo za piti. Evo, Ajka, še malo vodice. Pridna.